Tako, nas pa čaka zdaj naslednja naloga, to je pa 4. Tako. Napišite diferenco in splošni člen zaporedja, ki ga predstavljajo soda naravna števila od vključno 2 naprej. Izračunajte vsoto prvih 30 sodih naravnih števil. Se pravi, zapišite diferenco in splošni člen zaporedja, ki ga predstavljajo soda naravna števila. Ok. Kaj so soda naravna števila? Začne se 2, 4, 6, 8 pa tako naprej, ne? Tole bo zdaj naš prvi člen, tole bo naš drugi člen, tole bo naš tretji člen in tako naprej. Da pridemo iz enega na drugi člen, potem moramo prišteti vedno 2, a ne? Se pravi, vidimo, da imamo aritmetično zaporedje, naš prvi člen je 2, diferenca pa tudi 2. In treba je zdaj napisati splošni člen tega zaporedja. Ja, splošni člen tega zaporedja, zdaj za splošni člen aritmetičnega zaporedja. Da se tukaj seveda kar takoj formula napisati, a ne, za soda števila. Pa bomo šli z aritmetičnim zaporedjem. In splošni člen aritmetičnega zaporedja smo rekli je a1 plus n minus 1 krat d. an je potem a1 je 2 plus n minus 1 krat 2. Malo polepšamo zadeve, je to 2 plus, z dvojko pomnožimo vsakega, pazite, tudi če je na koncu oklepaja dvojka, moramo pomnožiti z vsakim, je to 2n minus 2 in dobimo 2n. Se pravi, rešitev našega splošnega zaporedja an je 2n. Ok? Verjetno bi dobili točke že kar precej, če bi že tole zapisali. Pa, glejte, ne bomo tvegali, saj smo mi to vse delali. Ok? Zdaj gremo pa naprej. In sicer izračunajte vsoto prvih 30 sodih naravnih števil. Se pravi, zanima nas vsota geometrijskega zaporedja. Tole bom zdaj malo zbrisala, da nema več prostora. Vsoto smo označili z s. In sicer zanima nas prvih 30, a ne? Prvih 30. Zdaj, glede na to, da imamo a1 in d, potem je formula za vsoto geometrijskega zaporedja, najboljše, da vzamete tisto, kjer sta n pa a1 pa d, ne? Se pravi, n polovic, 2 krat a1 plus n minus 1 krat d. To je formula za vsota aritmetičnega zaporedja prvih načlenov. In mi iščemo 30. Čisto mimogrede, če se vi ne bi slučajno spomnili te formule, ni nič narobe, če si napišete vseh 30 teh števil pa jih seštejete, ne. Sploh, če boste šli prvi plus zadnji, 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 boste videli, da bo se ena formula zgodila. Zdaj mi iščemo S30 in to je zdaj 30 polovic. 2 krat a1 je 2 plus 30 minus 1 krat 2. Tako, S30 je potem 15, 4 plus 29 krat 2. Tukaj se lahko zgodi, da se zmotim, samo poznate, ne? Zato zraven računajte. 2 krat 29 plus 4 je 62, se pravi, imamo 15 krat 62 in to je 930. Se pravi, splošni člen bi bil an je 2n in vsota prvih 30 členov 930. Ok? Tako, gremo na naslednjo nalogo. Takole. Izpolnite preglednico in v dani koordinatni sistem narišite graf funkcije f od x je logaritem x z osnovo 4. Logaritem smo imeli v 3. letniku, pa zdajle smo ga kar ponavljali, ne, tako da mislim, da tole ne bi smele biti težave. Se pravi, mi moramo zdaj izračunati vrednosti v tehleh točkah. Najprej moramo izračunati vrednost funkcije v 1/4. Kadar računamo vrednost funkcije v 1/4, potem namesto vsakega x-a vstavimo 1/4.
četrtina. Tako. Zdaj, če se spomnite, smo mi takole naredili. Tole je en a. In smo rekli, definicija logaritma je naslednja. 4, se pravi osnova, na tisto, kar je na drugi strani, na a, je tisto, kar je v logaritmu. 1/4. To je zdaj 4a je, 1/4 je pa 4 na minus 1. Se pravi, koliko bo a? A bo minus 1. To je minus 1. Tako, in lahko tule napišemo minus 1. Tako, naslednja vrednost, ki jo moramo zaračunati, je f od 1. F od 1, ne? Tule smo dobili to enko. Namesto vsakega x-a ustavimo 1. Imeli smo pravilo, da smo pač rekli logaritem česarkoli. Logaritem od 1 je vedno TTT. Zdaj pa, če se ne spomnite, bomo to naredili tukaj na levi strani. Vam zdaj nekam zmanjkuje prostora. Se pravi, mi moramo zračunati logaritem 1 z osnovo 4. Tisti, ko imate malo boljše kalkulatorje, lahko to mislim, da tudi ustavite. Tole je zdaj nek naš a. Zdaj pa osnova, to je 4, na tisto, kar je na drugi strani, to je a, je tisto, kar je v logaritmu. To je 1. In na katero število moramo dati 4, da dobimo 1, oziroma taki tip eksponentne enačbe dobimo, da je a enako 0. Se pravi, tole je enako 0 in tole je enako 0. Dobro. Naslednja stvar, ki jo moramo zračunati, je pa f od 4. Se pravi, imamo zdaj, to je logaritem 4 z osnovo 4, oziroma katero število moramo dati na 4, da dobimo 4. Pa dajmo še tule ob strani to si napisati, ne, ker logaritma pač ne delamo vsak dan in ga tudi potem po maturi ne boste delali vsak dan, verjamem. Drugače pa pride to precej prav, ne, pri pH vrednostih in tam. Mogoče pa boste, ne, če boste v kakem laboratoriju delali. Ok, imamo zdaj 4 na tisto, kar je na drugi strani. Se pravi, 4 na a je tisto, kar je v logaritmu, je 4. Na koliko moramo dati zdaj tole a, ne? To je 4 na 1, se pravi, a je 1. To je 1 in tu je 1. Tako, zdaj pa treba vrisati tale graf logaritemske funkcije. Zdaj, če se spomnite, graf logaritemske funkcije je takšen, a ne, da smo mu mogli napično asimtoto narediti tam, kjer je definicijsko območje, pač kjer je meja definicijskega območja. Se pravi, najprej rečemo, logaritem, moramo narisati f od x je logaritem x z osnovo 4. Imamo že 3 točke, se pravi, tele lahko motno narišemo, rabimo še pa navpično asimtoto. Navpično asimtoto dobimo tako, da rečemo vse, kar je v logaritmu, se pravi, v našem mora biti večje od 0. In to poračunamo, če bi bilo tu, ne vem, x je večje od 1, ampak zdaj pa ne. Zdaj pa lahko kar napišemo. Se pravi, asimtota v našem primeru je x je 0. To je asimtota. In kje jo narišemo? Ja, navpično, to je navpična črta, na x je 0. Vi jo naredite črtkano, jaz pa jo moram narediti bolj blago, zato ker bomo še rabili vedeti, kje so ostale točke, ne. Takole, se pravi, to je asimtota, vi jo narišite črtkano, jaz bom pa zdaj narisala še graf. Graf dobimo zdaj tule točke ven, recimo točko A. Točka A je 1/4 pa minus 1. X je 1/4, je tako zelo malo tule in pikica je tule, ne. Se pravi, 1/4 je pol na pol, tukajle nekje bi bila 1/4. Potem imamo 1, 0, 1 v desno pa 0 gor, to je tole, tudi naša ničla, pa 4, 1. 4 v desno pa 1 gor, to je tule. In zdaj gremo tik ob asimtoti čez vse 3 točke in takole, ne, in to je naš graf. To je naš graf. Narašča, ničla je tule,
preseka z y-osjo, pa nima. Definicijsko območje je tukaj vsi x-i večji od 0. Okej, 5. naloga. Gremo še na 6. Imamo 3 ovce in 4 krave, tehtajo skupaj 2410 kilogramov. Pa imamo 2 ovci pa 3 krave pa 1790 kilogramov. X so ovce, y pa krave. Kateri izmed teh sistemov zdaj najbolje ustreza temu sistemu enačb? Se pravi, 3 ovce pa 4 krave. Kje bi pisali 3 krat po x pa 4 krat po y. 3 krat po x pa 4 krat po y je tule. In tehtajo 2410, to bo tale, bo že pravi, a ne? Potem pa 2 ovci pa 3 krave, se pravi 2 krat x plus 3 krat y. Kje pa je to? To je pa tule, okej? Se pravi, tale sistem ustreza. Zdaj tako je, če bi sistem zgrešili, ga morate rešiti, zato ker dobite še vseeno točke, ne? Zdaj pa rešite izbrani sistem enačb, okej. Zdaj bomo pa rešili po tistem sistemu nasprotnih koeficientov in zato je potrebno, da sistema podpišemo enega pod drugim, ne? 2x plus 3y je 1790, ta je prvi, potem pa 3x plus 4y je 2410. Zdaj smo sistema podpisali. Zdaj pa, moramo se odločiti, kje bomo po kateri spremenljivki bomo reševali. Jaz sem se zdaj namesto vas odločila, ker vas ni, da bomo po x. Pri x-u rabimo zdaj take stvari, da se nam bojo odštele. Če imamo 2 pa 3, poiščemo tako kot en skupni imenovalec, to bi bilo na primer 6. In kaj si zdaj mi želimo? Želimo si, da bi bilo tule napisano 6, tukaj zraven pa -6. To zato, da potem, ko bomo sistema sešteli, da bi se to vse skupaj x, da se bomo znebili x, ne? Okej, zdaj pa, naša sreča je, da lahko mi na obeh straneh enačbe počnemo iste stvari, pa se enakost ne spremeni. Zato lahko, da bi iz te dvojke dobili šestko, vse skupaj pomnožimo z 3. 2 krat 3 bo 6, ne? Da bi dobili pa tukaj spodaj -6, pa lahko tega pomnožimo z -2. Okej, zdaj pa to naredimo. Damo črto, da ločimo sistema, zdaj pa najprej s trojko. To bo zdaj 6x plus 9y je, to pa dajte kar na kalkulator, že itak se lahko zmotimo, ne? Krat 3 in je to 5370. Okej, drugega pomnožimo z -2, je -6x minus 8y je 2, 4, 1, nič, krat 2. Pazite, ker je z minusom, moramo predznake spremeniti, je minus 4820, ne. Nekatere stvari ne rabite na kalkulator, ampak nič pa ne škodi. Okej. In zdaj smo dosegli željen učinek. Tu imamo 6, tu imamo pa -6. In zdaj lahko sistema seštejemo. Seštejemo pa po kolonah, tako da bi pisno seštevali oziroma odštevali. 6x pa -6x se odšteje, je nič. 9y pa -8y je zdaj y, je. Zdaj še pa tole odštejemo, se pravi 5370 minus 4820 je 550. To je zdaj y. Zdaj rabimo še pa x. X dobimo pa tako, da vzamemo eno izmed enačb in vse skupaj tole noter vstavimo. Zdaj, če bi dobili minus, recimo ovce pa krave, potem smo se nekaj zmotili, ne? Malo morate tako dobiti, pa tudi pol ovce ali pa pol krave je zelo, zelo neprijetno, če dobimo, ne? Sploh za krave ali ovce. Okej.
imamo zdaj tukaj 2 x plus 3 namesto y, damo pa 550 je 1790, se pravi 2x je, 3 plus 3 550 je 1650, 1690, ok, 2x je, nič, odštejemo in dobimo to. No, bomo tako napisali 1790 minus, ne, ko damo na drugo strani 1650 in dobimo, da je 2x enako 140, delimo z 2, pa dobimo x je 70. Precej neuravnoteženo, ne. Zadeva, ne. Ok, se pravi, imamo x 70 pa y 550. Tako, s tem smo si priborili 5 točk. Ok, pa dajmo še tale izraz poenostaviti, ne. Potem pa bomo, vsaj jaz bom imela pavzo, vi pa ne vem, kako boste gledali. Se pravi, imamo zdaj 2x minus 1 na kvadrat minus 2x minus 4, zaklepaj plus x minus 3, x plus 3. Tako, odpravimo oklepaje, to je pri poenostavitvi. Tole imamo dvočlenik na kvadrat. Prvi na kvadrat je 4x na kvadrat minus 2 krat prvi krat drugi je 4x plus 1. Tule pomnožimo vsakega z vsakim, je minus 2x plus 8, plus tu pa množimo vsakega z vsakim, to je zdaj x na kvadrat plus 3x minus 3x pa minus 9. Evo ga, tegale se skoraj ne bi smeli zmotiti, veste. Zdaj pa x na kvadrat skupaj, imamo tu pa tu je to zdaj 5x na kvadrat, tale pa tale se prečrtata, tu jih je minus 6x, pa še številke, je pa, se pa odšteje, ne, 1 plus 8 je 9, minus 9 je, se pravi poenostavljeno, je tole, ne. Ok, katera je to 7. Takole. Preverimo še uradne rešitve, da vam nisem kaj narobe povedala. Se pravi, pri četrti, takle, pri četrti imamo zdaj d je 2, to smo zapisali, vsoto smo dobili 930. Tu smo izračunali vrednosti teh funkcij in smo vstavili noter. No, evo, super, tukaj še niti asimtote ne bi rabili risati, samo vedeti pa morate, da je pač ta navidezna, ne, ki je definirano, da ne gre v minus. Tako da nič ne škodi, če to asimtoto narišete. Ok, potem pa, zbrali smo si, da je to b, potem pa seveda za reševanje bi dobili nekaj točk, rezultat smo pa tudi dobili pravi, mislim, da smo dobili 70, upam, da nismo dobili 90. Tako, no, potem pa vsak izmed teh delov izraza je vreden po 1 točko in potem dobimo rešitev 5x na kvadrat minus 6x. Tako da, če ste tole imeli prav, mislim, da že imamo kar nekaj točk na maturi, a ne? Super.